Dragi kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Arhivu Republike Slovenije na rednem mesečnem predavanju posvečenem revolucionarnemu nasilju v letu 1941 in 1942. Med nami pozdravljamo kolega Damjana Hančiča z Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani, ki bo današnji predavatelj. Gre za strokovnjaka, ki se zadnjih 10 let ukvarja z raziskovanjem revolucionarnega nasilja, okupacijskih režimov in pa povojne zgodovine na Slovenskem. In mislim, da nas čaka zelo zanimivo predavanje, ki gre dejansko za strokovnjaka z tega področja. Po predavanju pa sledi seveda razprava, v kateri bo Damjan z veseljem v bistvu odgovoril na vaše vprašanje, kar je že tudi napovedal. Naj vas ne preseneti, med nami so kar 3 kamere. Dogodek je zelo zanimiv, zato smo se povezali z projektom Sistory in pa Socialno akademijo, ki so z veseljem poskočili na pomoč, da bo ta dogodek tudi trajno povečen in si ga boste lahko pogledali na njihovi spletni strani. Damjan, če se ga odvati. Najlepša hvala za povabilo. Upam, da bo to predavanje zanimivo, da boste izvedeli kaj mnoga glede te problematike. Jaz sem se nekako predavanje zamislil v 3 oziroma 4 sklopih. Se slišimo? Da. Dobro, govorim, ja. In sicer najprej bi nekako predstavil opredelitev pojma raziskovanja, kaj si jaz predstavljam oziroma razumem po to revolucionarno nasilje, potem krajevni okvir te problematike, ki sem jo raziskal, potem bi nekako razložil tudi ozko mejo med pojmom odporniško in revolucionarno v slovenskem prostoru, ter nakratko tudi pravni okvir delovanja oziroma pomena teh odločitev oziroma teh ravnanj odporniško-revolucionarnih represivnih organov. To je v prvem sklopu, to bom šel, bi rekel, zelo na hitro upam. Potem je pa največ poudarka bo pa v drugem, pa v tretjem delu, in sicer v drugem delu bom na splošno predstavil pregled števila žrtev revolucionarnega nasilja v Ljubljani in pa njihova kategorizacija, in sicer v tem obdobju 1941 in 1942. Potem bom predstavil posamezne nekoliko bolj zanimive primere ali pa pomembne primere, do zdaj neznane primere revolucionarnega nasilja, in potem bom pa še nekatere odmeve na revolucionarno nasilje, ki so nastali na revolucionarni strani. In sicer zdaj, če se povrnem na prvi del, kaj se jaz predstavljam pod revolucionarno nasilje, in sicer v tej študiji, ki jo pripravljam oziroma na tem predavanju, pomenim izraz revolucionarno nasilje je nasilje, ki so ga v času druge svetovne vojne izvajale vojaške oziroma ogrožene skupine ali pa odporniške strani, ki so bile pod odločujočim vplivom komunistične partije Slovenije oziroma potem tudi Jugoslavije. To se pravi, da ne gre, če nekako pozamem, v vseh teh predstavljenih primerih ne gre zgolj za smrtne žrtve ali pa nasilje, ki je bilo posledica ideološkega nasilja, oziroma da bi bili vsi te, ki jih bom predstavil, ubiti zaradi političnih razlogov, ampak gre v nekaterih primerih tudi za posledico nasilja, ki bi ga lahko povzročile tudi druge odporniške skupine, ki ne bi bile recimo pod vodstvom komunistične partije. Ampak to pomeni, da je treba vsak primer, bi rekel, posamično obravnavati, ker so bili razlogi oziroma motivi za uboj, ki ga je povzročila revolucionarna stran, zelo različni. In sicer nekako na splošno je zelo tanka ločnica med odporniškim oziroma narodno-osvobodilnim in revolucionarnim pri teh enotah. Recimo, kako tanka je bila ločnica med tem
med osvobodilnim odporniškim gibanjem in komunistično revolucijo, bi jaz kar citiral zgodovinarko dr. Vido Deželak Barič, ki je v članku Komunistična partija in revolucionarno gibanje zapisala tako. Med okupacijo 1941 in 1945 v Sloveniji se je vzpostavilo močno odporniško gibanje v okviru Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki ga je spodbudila in vodila Komunistična partija Slovenije. Ob odporu proti okupatorjem je potekala tudi avtentična revolucija, ki je ni mogoče prekriti in prikriti z osvobodilnim bojem, čeprav so bili nosilci obojega, to se prav tako odporniškega gibanja kot revolucije, lahko ene in iste osebe, torej v glavnem komunisti. Šlo je predvsem za odločitev Komunistične partije Slovenije, da v okviru oziroma prek protifašističnega boja izvede revolucijo, saj je okupacijo in širšo pripravljenost na odpor proti vsemu, kar je leta prinašala, ocenjevala kot edinstveno priložnost za uresničitev svojih revolucionarnih ciljev. Danes lahko rečemo, da brez vojne in okupacije komunistom nikoli ne bi uspel preboj iz povsem marginalne predvojne stranke v edino vladajočo stranko po končani vojni. Konec citata. Zdaj bi še povedal, kdo so izvajali pač to revolucionarno nasilje, oziroma to nasilje, ki ga jaz pač imenujem revolucionarno nasilje. To so ga povzročali bodisi pripadniki varnostno-obveščevalne službe oziroma VOS, imenovali so se varnostniki, potem deloma tudi narodne zaščite ali pa zlasti na obrobju Ljubljane tudi redne partizanske enote. To se pravi v središču Ljubljane, predvsem v tistem delu, ki je bila potem spomladi 42 tudi oklenjena z bodečo žico, so v glavnem nasilje, to revolucionarno nasilje izvajala VOS, ki je naredila več atentatov, nekateri so bili uspešni, veliko jih je bilo uspešnih, nekateri so bili pa tudi neuspešni, dočim bolj na obrobju Ljubljane so pa v ljubljanskih predmestih takratnih so pa na nasilje v glavnem povzročale tudi te redne partizanske enote. In sicer vsi ti so pač izvrševali te atentate, umore, ki so jih sami sicer imenovali likvidacije ali justifikacije, vendar so bile te še manj legitimne in upravičene ter pravno korektno izpeljane kot odločitve potem kasnejših tako imenovanih partizanskih sodišč, ki pa tudi ne morejo predstavljati neke pravne varnosti oziroma neko neodvisnost sojenja. Zdaj, če grem na sam krajevni prikaz, to se pravi, tukaj vidimo zemljevid meje med italijanskim in nemškim okupacijskim območjem v okolici Ljubljane. In sicer sem jaz vzel v raziskavo, se pravi italijanski del Ljubljane, se pravi tisti del današnje mestne občine Ljubljana, ki je bil pod italijansko okupacijo, ker severovzhodni del, recimo Šentvid, Guncle, Črnuče, so bili pa pod nemško okupacijo. Te nisem tukaj noter vključil, zato ker je bil tam razvoj revolucije oziroma revolucionarnega nasilja zaradi narave nemške okupacije drugačen in se je recimo tam revolucionarno nasilje pojavilo šele leta 1944. Tukaj se je pa v največji meri zbral konc leta 1941 in pa predvsem v spomladi in poleti 1942. Potem na jugu sem to nekako, na zahodu in jugu sem potem to omejil na tej črti približno, in tukaj tudi vidimo tole, ko je rdeče, je ta bodeča žica, ki je bila potem od februarja naprej, oziroma pol časa dela, recimo od spomladi 42 naprej je bila obdana in v tem območju je v glavnem deloval VOS, čeprav je
nekaj atentatov je naredil, mislim, predvsem tudi v tem severnem delu, to se pravi med okupacijsko mejo malo južno v Črnuč, oziroma v Savljah, pa do te bodeče žice. In sicer in pa potem to območje, recimo vzhodno območje, so pa v glavnem povzročale nasilje pač redne partizanske enote, ki so recimo ugrabljale določene civiliste in jih potem odpeljali v bližnje gozdove ali pa še celo malo bolj na Dolenjsko dol in jih potem čez nekaj časa ubili. Potem in potem še, se pravi, zdaj, ko sem krevno nekako to opredelil, bi pa še časovno in sicer to obdobje sem pač namenoma zbral zato, nekako, da sem ga bolj izpostavil, ker v tem obdobju še v Ljubljani ali pa v njeni neposrednji okolici ni bilo ustanovljenih vaških straž oziroma oboroženih protikomunističnih oddelkov. Zato to obdobje je časovno razmejeno od julija 1941 pa do konca oktobra 1942. Zato, ker potem v začetku novembra pa nastane že v Ljubljani Ljubljanska varnostna straža, ki potem pa že recimo decembra pa že pomaga izvesti božične racije in tako naprej. Potem se pa recimo tudi v severnem delu, v predelu Ljubljane oziroma v Savljah in v Klečah se pa že tudi v septembru, predvsem konec septembra, potem v oktobru, pa tudi v polju pri Ljubljani v oktobru, že začnejo potem nastajati te vaške straže oziroma oborožena proti revolucija. Tako da sem recimo tukaj v teh seznamih sem naredil, ki jih zdaj prikazujem, sem nekako predstavil, se pravi, osebe, ki niso bile, se pravi, ki so smrtne žrtve, ki niso bile pripadniki oborožene proti revolucije. Potem bi nekako, to se pravi, to obdobje v Ljubljani, ki ga zdaj predstavljam, je bilo prvo obdobje recimo tega viška revolucionarnega nasilja v Ljubljani. Potem drugo obdobje, zdaj če nekako bolj nasplošno to še predstavim, pa se ne bom potem bolj podrobno s tem ukvarjal, ampak sem tako za okvir. Drugo obdobje je bilo ob kapitulaciji oziroma neposredno po kapitulaciji Italije, kjer tudi ugotovimo večji porast števila žrtev iz ljubljanskega območja, to se pravi predvsem Grčanice in Turjak, in pa potem ubiti oziroma umorjeni po tisti, ki so bili obsojeni na kočevskem procesu. Potem tretje obdobje viška revolucionarnega nasilja oziroma porasta smrtnih žrtev iz Ljubljane pa pomeni obdobje neposredno po koncu vojne, maja in junija 1945, ko je pač partizanska oziroma pač povojna jugoslovanska komunistična oblast obračunala z domobranci, pa tudi nekaterimi civilisti. Zdaj, če gremo zdaj mi na to predstavitev na drugi sklop, sej potem me lahko, če iz tega prvega sklopa vprašate, sem nekako gotovo, da in sem recimo tudi razdelil po mesecih, se pravi pregledal, se pravi za to, da sem pač te žrtve ugotovil, sem poleg pač tiste standardne literature, ki moraš nekako, bi rekel, ki je skoraj obvezna, preden začneš to delati, ampak jo treba potem tudi zelo kritično pretresti. So bili recimo poleg črnih bukov, sem potem gledal tudi predvsem te zapiske oziroma spomine od Vosovcev, ki so veliko pisali o tem, potem pa tudi te arhivsko gradivo od partizanskih enot, ki so delovali v Ljubljani in v okolici Ljubljane.
In nekako sem zdaj ugotovil, da civilne smrti, to se pravi te žrtve revolucionarnega nasilja, so se, če pogledamo ta status, to se pravi, začelo se je to recimo že v juliju, predvsem avgustu, potem so septembra so malo, pač vsi tih žrtev, potem se recimo v novembru, v decembru se to število povečuje. Največji izbruh tega revolucionarnega nasilja je pa zaznati v poletnih mesecih, nekako od maja do avgusta 42. In sicer sem to tako razdelil, te žrtve revolucionarnega nasilja se nekako že v osnovi nekako delim na te, se pravi, na partizane, ki so bili žrtve samih partizanov, to se pravi, da so jih ustreljali za kakšnih disciplinskih prekrškov ali pa recimo tudi, ker so bili mogoče nezanesljivi, ali pa lahko še celo pri kakšnem primeru kakšna politična neprimernost. In pa na to, jaz sem jih imenoval civilisti, to se pravi vso ostalo prebivalstvo, ki ni bilo oboroženo. In zato je recimo tale zelena črta prikazuje razvoj, se pravi, žrtev na partizanski strani, ki so jih bili sami partizani, tukaj pa recimo te civilne žrtve, tole pa potem tale pikčasta črta, pa potem vse žrtve. Potem zdaj, glede na to, kdo je povzročil smrt, sem pa že prej rekel, da sem razločeval med te žrtve, ki jih je upal voz, to so bile v glavnem v središču Ljubljane, in pa žrtve teh partizanskih enot, ki so jih povzročile partizanske enote. Tukaj v juliju, avgustu, pa približno še v začetku septembra 41, ko voz še ni bil, še ni začel delovati, pa tudi te partizanske enote še niso začele delovati, gre pa za posamezne žrtve tega nasilja, ki so jih povzročili recimo kakšni, bi rekel, komunisti na lastno pest. Recimo, da so ubili kakšnega orožnika, za katerega so videli, da ima podatke o komunistih in so ga pač ubili, ne da bi jim recimo to, ne vem, kakšen poveljnik partizanske enote to rekel, ali pa recimo, da bi v okviru vosa pripravili pač ta atentat oziroma umor. Tako da tukaj imam tudi čisto malo, sem tudi označena, to se pravi te žrtve, ki so jih pač na lastno pest povzročili. No in to sem še pozabil povedati, da tukaj govorimo samo o slovenskih žrtvah. Tukaj sem pa nekako naredil primerjavo med, to se pravi, vzel sem samo te žrtve, ki so bile ubite v središču Ljubljane, katerih umor je recimo povzročil voz, in sem nekako gotovil, da oni so to se pravi v tem obdobju od julija 41. do oktobra 42 dobili 8 okupatorskih oseb, pri čemer to ni nujno, da so bili vojaki, lahko so bili tudi kakšni policijski sodelavci, ali pa recimo zelo znan primer je te fašistske Ariele Rea, ki so jo ubili, ko so vrgli bombo v eno gostilno in je bila pač slučajno ubita. To se pravi, teh je bilo 8. To se pravi, Slovencov, ki jih je umoril, a ne bilo pa 80. Nisem pa naredil še primerjavo z tistim, se pravi, z obljubljanskim območjem oziroma izven Bodeče žice, ker za tist nisem zdaj razakrat še najdel, koliko Italijanov so ubili, oziroma teh okupatorjevih oseb. Potem med njimi je bilo tako, če pogledamo spolno strukturo, je bilo 81% moških, pa 19% žensk. Drugače so, to se pravi, čist prva žrtev
tega revolucionarnega nasilja je bil sicer en italijanski oziroma šofer nemške razmejitvene komisije, ki so ga ubili pri gledališču 29. julija 1941, potem druga smrtna žrtev tega je bil pa že en slovenski orožnik, to je pa 10. avgusta 1941. In se bom potem še vrnil, ko bom predstavljal posamezne primere. Zdaj, če nekako vse te žrtve, 173 žrtev tega revolucionarnega nasilja, nekako porazdelim v različne kategorije. Se pravi, za vse smrtne žrtve itak ne moramo, oziroma za vse primere ne moramo pač dobiti povodov oziroma motivov, zakaj so koga ubili. So pa recimo za določene skupine ljudi pa lahko že kako mogoče malo sklepamo oziroma tudi so se tudi ohranili recimo razlogi pri VOS-u ali pa recimo sploh v zaplemnih spisih po vojni, ko so ugotavljali za posameznika, kdo ga je ubol, in velikrat je zraven še navedeno strani pač bivših partizanov, ki so potem zasedli že določene funkcije, da so zraven še razložili, zakaj so ga ubili. Ampak to je seveda zelo, je treba tudi zelo za rezervo jemati, ker velikrat so tudi v teh VOS-ovskih dokumentih, sem zasledil podatek, da piše, ker je izdajal, ker je gestapovski agent in tako naprej, samo ni pa to nič konkretizirano, ne koga je izdal, ne a je bil res ali ni bil, ker recimo za en primer se spomnim, da so recimo pri zaslišanju, preden so ga ustreljali, je samo eden priznal, da je pač gestapovski agent in si jim je še celo ponudil VOS-ovcem, da če mu pa dovolj plačajo oziroma če mu bodo v redu plačali, da bi lahko delal tudi za njih. To je v bistvu samo en primer, pri vseh ostalih pa ni to kar razdelano oziroma da bi se res videl, ali so bili res recimo sodelavci okupatorja ali niso. Pri nekaterih primerih se pa sploh vidi, da so jih ubili recimo čisto iz političnih razlogov. Zdaj, se pravi, nekako več kategorij. Sem nekako gotovo, da bi jih lahko razdelili v več kategorij te žrtve, in sicer prvo veliko skupino predstavljajo recimo predvojni policisti, stražniki, orožniki, mestni in državni uradniki. Potem so častniki bivše kraljeve jugoslovanske vojske. Potem so recimo železničarji, vlakovodje, razni železniški delavci, ki so se veliko gibali na terenu in predvsem na območjih izven Ljubljane je bilo veliko teh ubitih, ker so se pač peljali z vlakom, pa je recimo lahko tam veljala prepoved partizanska, da se ne sme gibati, pa so jih recimo ustreljali. Ampak to ni bilo pač iz političnega razloga, ampak bi rekel čist iz teh operativnih, da ne bi videl, da ne bi mogoče videl kakšnega tabora partizanskega ali pa kitajskega. Potem imamo pa eno skupino, pa predstavljajo seveda tudi te politični, se pravi politični v ožjem pomenu besede, to so bili predstavniki strankarsko-političnega ali pa sindikalnega življenja Ljubljane. Zanimivo je to, na kak sem gotovo, da v prvem obdobju so v glavnem, se pravi od julija do decembra, so revolucionarna stran zlasti VOS v glavnem pobijala oziroma delala atentata na nekdanje
policijske stražnike ali pa recimo na kakšne osebe oziroma nosilcev poklicev, ki so se veliko gibali na terenu, recimo kakšne dimnikarje ali pa recimo krovce ali pa recimo mehanike, ki so dost, bi rekel, mogoče so tudi kakšno stvar za partizane popravili, pa so se mogoče bali, da jih ne bi zdali, pa ne vem. V glavnem, to potem z politično motiviranimi uboji pa začnejo v začetku decembra 41 in sicer zanimivo je to, no, vsaj, ko sem jaz nekako zdaj odkril, da najprej so delali atentate bolj na liberalce pa socialdemokrate, šele potem spomlad 42. so začeli na predstavnike katoliškega tabora oziroma klerikalce. In sicer prvi tak umor, bi rekel, iz političnih razlogov, je bil recimo 4. decembra, ko so ubili tega liberalca Fanuša oziroma Franca Emerja, potem so 20. februarja 42 ubili industrialca in tudi enega zelo vidnega predstavnika liberalne stranke Augusta Praprotnika. Še prej so sredi decembra ubili socialdemokrata in sindikalista Vinka Brankarja. Potem marca so ubili Franca Žuvca in Jaroslava Kitlja, so bila goriška študenta. Potem maja, na današnji dan, 26. maja 42, recimo tega voditelja stražarjev dr. Lamberta Ehrlicha in pa na isti dan še tesnega sodelavca nekdanjega pač političnega voditelja Korosca Iva Peršuka. Potem so recimo avgusta 42 ubili tudi Fortunata Majdiča, nekako vrh vsega tega je bilo pa recimo v sredi oktobra 42, ko so ubili dr. Marka Natlačna, bivšega bana Dravske Banovine. Potem sem opazil tudi eno kategorijo žrtev, recimo predvojni imigranti iz Primorske. Te sem predvsem v začetnem obdobju, recimo bilo par primerov, pa tudi potem primer je še tudi iz aprila 42, mogoče so jih zaradi tega, ker so edini tukaj znali italijansko in so se veliko pogovarjali pač s tistimi okupatorskimi vojaki, ki pa niso znali slovenska in mogoče so zaradi tega jih sumali, da nekako sodelujejo z okupatorji. Potem, kot sem že prej omenil, eno kategorijo predstavljajo partizanski dezerterji ali pa ti nezanesljivi partizani ali pa že pa tudi nekateri kar vidni podporniki pa financierji Osvobodilne fronte, kar so jim izgleda, niso imeli zadost politično zanesljive. Potem so posebno kategorijo tudi predstavljajo dekleta, ki so jim učitali druženje oziroma prijateljevanje z italijanskimi vojaki. Zdaj veliko od njih je tudi voz skušal uporabiti za vohunke, a ne da bi nekako od Italijanov zvedli določene stvari. Potem je bilo pa tako, so se pa morda nekatere pa res ljubile v Italijane in potem niso bile več veliko toliko, niso več prinašali podatke, so jih recimo nekatere tudi ubili. Potem, to sem že prej omenil, te obrtnike in delavce, ki so bili veliko na terenu. Potem posebno kategorijo pa predstavljajo tukaj v Ljubljani tudi zajeti na vlaku pri Verdu, ki so konci junija nekako leta 42 so partizani pri Verdu zajeli vlak za Ljubljančani, ki je peljal v internacijo v Italijo in so potem so jim dali nekako na izbiro, ali se pridružijo partizanom, ali grejo v Ljubljano. In potem so recimo tisti, ki so se odločili za Ljubljano, da grejo domov, so nekatere od njih tudi
ustreljali. Zdaj, če grem, najprej sem pogledal, koliko ura, da nam predolgo. Že vidim, da bom. Zdaj, recimo, če grem na posamezne konkretne primere tega nasilja, se pol me lahko še kaj vprašate, tudi če sem kaj preskočil. V glavnem, zdaj prvo streljanje med, bi rekel, med revolucionarno stranjo, ker takrat še ne moramo govoriti o VOS-u, ker še ni bil formiran in v bistvu prvi medslovenski spopad, ki je povzročil smrtne žrtve, je bil tukaj med Pavšičevo pa Tugomirjevo ulico v Zgornji Šiški 10. avgusta 1941, ko je bil v spopadu ubit ta policist, oziroma orožniški stražnik, policijski stražnik Viktor Jagodic in pa komunist Marjan Majcen, za katerega sicer v Mrliškem listu piše ime Joško Majcen, sam pa sem jaz v vsej partizanski literaturi, pa tudi na tistem spomeniku, ki je tam postavljen, piše, da je bil Marjan, tako da sem začel uporabljati to ime. To se pravi, tukaj še ne gre, se pravi, ta Viktor Jagodic je bil nekako prva žrtev revolucionarnega nasilja, čeprav je treba pač povedati, da je bil v bistvu sam kriv, on je v bistvu bil policist in je opazil tega Marjana Majca in njegovega brata, ki sta pa že takrat deloma bila v partizanih in sta potem občasno pa hodila še v Ljubljano. In jih je takrat, to je bilo 10. avgusta, je bila nedelja popoldne in jih je opazil in je hitro potem sprožil to policijsko akcijo. Mislim, sta mu še dva italijanska agenta pomagala in so pač napadali te dva partizana, pa mislim, da so bili še nekateri zraven in je potem prišlo do streljanja in v tem medsebojnem, na vzkrižnem ustreljevanju je bil pač Marjan Majcen smrtno ranjen in seveda tudi tale Viktor Jagodic. Tako da je bilo to in na tem spomeniku, to je še danes, je tam postavljen spomenik in tukaj piše, da je tukaj 10.8.41 padel borec Marjan Majcen in tako naprej. Potem imamo tole, iz zgodovinskega arhiva Ljubljana, pogreben list, ker tu sem tudi pogreben opisan list. In tukaj piše, da je bilo, to se pravi, po vsej verjetnosti so potem, glede na to, da tukaj piše kot kraj smrti Medvedova ulica 5, to se pravi tam, kjer je bil ta, to se pravi tudi v Šiški, kjer je bil ta Viktor Jagodic doma, je možno, da je tam umrl ali pa med prevozom v bolnico, ker tukaj imamo dva kraja, splošna bolnica kot kraj smrti pa Medvedova ulica, se pravi zgleda, da ni bil še na kraju tega streljanja mrtev, ampak so ga potem peljali. In sicer tukaj piše čisto natačno nedelja, 10.8.41 ob 16.30, ko je bil pa pogreb pa že v torek 12.8.41. No, potem imamo pa tukaj en primer, ki sem se tudi, bi rekel, malo bolj po podrobnostem ukvarjal, čeprav en del te zgodbe je bil že pred leti raziskan. In sicer ta je pa prva namerna žrtev revolucionarnega nasilja, ker tukaj pa ni šlo za medsebojno obračun oziroma pač strelsko streljanje, ampak je šlo za nameren umor, ker je pač se bom potem predstavil kdo, je prišel prav na njegov dom, pozvonil in ga ustrelil pri hišnih vratih. In sicer gre za orožnika v Vevčah, sicer doma iz polja pri Ljubljani. To je bil Josip Sušnik. In se tukaj piše po ponedeljek 18. avgusta ob 12:30 popoldne. In sicer to je
njegova slika. To sem nekako dobil lih pred enim tednom od ene njihove daljne sorodnice, ki je zadnja leta skrbela za hčerko od tega sušnika in ima določene družinske fotografije in smo potem, je ona potem šla še eno sorodnico, ki je stara 92 let, vprašati pa slike pokazati, kdo je sušnik, tako da je ona pokazala, no in tako da zdaj prvič v javnosti predstavljam to njegovo sliko. In sicer, prav, on je nekako pač ta prva slovenska žrtev, prva ljubljanska žrtev in mogoče tudi slovenska, zdaj nisem se dogovarjal, iz tega pa je. Potem v temu zapisniku piše, v karabinjskem zapisniku piše o tem dogodku, da je on, tam piše pač, da ne bi ga ustrelil ta Adolf Jakelj, to je bil en predvojni komunist iz tistega okolja in je možno, zato ker se pojavljata v literaturi dva atentator, dva, ki naj bi naredila atentat, en je Albin Greiser, v karabinjerskem zapisniku pa piše, da je bil ta, ampak tudi ta je potem čez nekaj mesecev umrl, oziroma pač je padel v boju pri Grosupljem in ta spomenik je tudi v Grosupljem, ga imajo gor, in mislim, da je bil porazglašen za narodnega heroja. Ja, to je pa, to se pravi, zdaj, če se povrnemo spet na to zgodbo nazaj o sušniku, pred leti je gospa Helena Janežič zelo veliko raziskovala že o njegovih hčerki, ker ta orožnik, sušnik je imel dve hčerki in ena je bila dr. Branislava Sušnik, ena vodilnih priznana znanstvenica svetovnega slovesa, ki se je potem po vojni, zelo 45. leta, je emigrirala najprej v Argentino, potem pa v Paragvaj in je tam poslala na enem muzeju vodilna proučevalka indijanske kulture. In ona je bila, mislim, je bila toliko pomembna, recimo, da so jo leta 2005, mislim, da so jo upodobili na teh paragvajskih znamkah, kar je pač ena zelo redkih primerov, če še ne edina, da je recimo en Slovenc v tujini to uspel, da so ga dali na to državno znamko. Tukaj pa paragvajski predsednik, mislim, da leta 1995, ko je dal eno od najvišjih priznanj v Paragvaju. Potem je pa, sicer je ona je umrla 1996 in mislim, da, če se ne motim, da je tudi ena ulica v Paragvaju, v glavnem mestu poimenovana po njej. Drugače je bilo pa to tudi že film od nje posnet, pa gospa Helena Janežič je pripravila to zelo odmevno in pomembno razstavo o njej. To se pravi, da gre v tej družini za eno tako zelo, bi rekel, pomembno znanstveno in pomembno tudi za Slovence družino. Zdaj, druga hčerka, Dragica oziroma Dragojla, je pa ostala doma in ona je bila 4 leta mlajša od te Branislave in je mogla vsa leta preživljati mamo, pač vdovo po temu stražniku Sušniku, ker so ji decembra 1945 so ji za odločbo vzeli pokojnino, ker je dobivala od decembra 1941 po pokojnem možu, in potem so jo pa vzeli, ker je bil pač njen mož nasprotnik narodnoosvobodilnega gibanja, so napisali v obrazložitvi, in tako so obe dve ostali brez sredstev preživljanja. Ta Branislava je šla v tujino in potem je ta gospa Dragojla, ki je umrla 2006, je mogla potem skrbeti za mamo in jo preživljati in potem je mama je umrla 1976, se pravi, mogla skoraj 30 let skrbeti za njo.
Potem so se ohranila tudi pisma, ki jih je ta Branislava pisala sestri, to mislim, da je tudi gospa Janežičeva zelo lepo predstavlja. Potem imamo recimo eno žrtvo, ki se zelo znana in jaz ne bom tega atentata govoril, ampak je zanimiv, da njih na današnji dan, čeprav smo tole načrtovali, to predavanje je bilo sprva mišljeno na 27. maj, pa smo pa zaradi drugih obveznosti predstavili, potem sem pa jaz ugotovil, da je njih posebej verjetno, mislim, da nekaj je bil bitljih v torek, to se pravi leta 42 je zanimiv to, da so bili, bili dnevi ravno na izdan so prišli kot v letošnjem letu in tudi velika noč je bila 5. aprila, tako kot letos, in tudi tukaj piše datum smrti recimo za Erlicha, torek 26. maja 42, to je bil nekako v poslednji zjutraj, ko se je tam iz ljudske kuhinje vračal od Maše. Potem bi predstavil še en primer, to je pa umor kar 3 članov družine Čuk, to je bilo pa 17. aprila 42, ko so, sicer se je ta njihova hiša oziroma pač domovanje, kjer so bili, to se pravi, ubili so očeta, mamo, pa 2-letno hčerko, se je pa njihova hiša nahajala neposredno ob bodeči žici, oziroma tam, ki je prehod med bloki, in je bil potem, se pravi, ta oče, ker oni so bili pa imigranti primorski iz Gorice, drugač iz Bilje doma. To je ta Čuk Ivanka, ki tukaj piše, da je stara bila 2 leti, ki je umrla pol med prevozom v bolnišnico. To je pa pač ta bodeča žica in tukaj je ta njihova hiša, se pravi v Kosezah, naslov je pod Tiška 51, pa tudi še danes tista hiša ohranjena. In tudi se tudi danes vidi, da je 2 metra od hiše, naprej je pa ti spomenik, da je bila tukaj je potekala bodeča žica v času okupacije. To je to. Potem imamo en primer, recimo, enega uboja predvojnega podžupana v občini Devica Marija v Polju, Feliksa Pogačenka in njegove noseče žene Marije. Ona je bila, mislim, da je bila na 8. 7. mesecu nosečnosti in so recimo, to se pravi, na vsak način so hoteli ubiti očeta, sam niso vedeli, kako ne pridejo do njega, zato so ene par dni prej, v začetku avgusta, zvabili oziroma ugrabili ženo, ki so jo pač tudi ubili. Potem so pa, čez nekaj dni so pa zvečer prišli po očeta in sina in so jih odpeljali v gozd pod pretvezo, da bosta srečala mamo in da se mamino nič naredili, potem so pa v gozdu ubili še očeta. Sin je pa pol nekaj mesecev ta skupaj s partizani in takrat se je tudi začela potem tista italijanska ofenziva in so se skrivali in v tej ofenzivi je bil tudi, nekaj bil skupaj s partizani, je bil tudi ranjen in je potem ta sin potem čez nekaj mesecev prišel pač ven. Potem je nekaj časa še tudi obiskoval šolo, potem se je pridružil domobrancem in je bil potem 45. leta vrnen nazaj, ampak ker je bil mladoleten, so ga pomilostili. Potem je bil nekaj časa po vojni po raznih zaporih, potem pa je leta 51 ali 52 čez Kanino šel v Italijo in pol v Ameriko, tako da je še ta sin še danes živ in medtem, ko so očetovo truplo dobili, se pravi, že odkrili spomladi leta 1943 in ga tudi pokopali, so potem materino truplo odkrili še leta 2008 in so jo potem oktobra 2008, se tukaj imam tudi tole, so iz družine, so potem to truplo od matere, ki je bila takrat, ko so jo bili noseča, so potem pokopali na tem pokopališču. Potem imam tukaj en primer uboja
Stanislava Trontlja in njegove žene iz Rudnika, to je 10. septembra 1942 in zanimivo je to, ker to sem dobil v zaplemnih spisih, ko so seveda po vojni so hoteli zapletiti njegovo premoženje, potem je pa njegov brat pa skušal dokazati, da ga niso ubili partizani, zato da ne bi pač zapletili premoženje in tukaj piše, našel sem ga naslednjega dne po njegovi smrti, kakih 400 metrov od njegove hiše ležati pod nekim grmom. Bil je do golega slečen, česar partizani gotovo ne bi storili. V prsih je imel odlaj z nožem, po levi strani glave je bila globoka rana, povzročena od udarcev in tako naprej. Tako naprej. To se pravi, on je dokazoval, da niso. Potem je pa, tukaj je pa rajonski ljudski odbor, pa piše tudi v zadnji vrstici, nespodvidno dejstvo je, da je bil likvidiran po članih oziroma borcih nov, kar ve ves teren Rudnika. To se pravi, da pol ni nič uspel, ampak zanimivo se iz teh dokumentov tudi najdemo, na kakšen način so jih ubili. Potem imam tukaj še en primer, recimo uboja mesarskega mojstra Franca Ocvirka, ki so jih ubili partizani julija 1942, se pravi od njega pa še lastnika hotela Štrukelj, Jerneja Černeta, in so jih nekako ujeli, ko sta se vračala z iga po nakupih, in so jih seveda zelo na krut način umorili. Se pravi, še prej, se pravi, iz tistega obdobja, recimo se najde tudi, se pravi, ko je ta komanda pa večete bataljona Ljuba Šercarja poročala te komandi 6. čete, da so zaplenili tudi, se pravi, tudi 13.7. tudi tukaj dol v spodi, da so v Cvirku in Černetu zaplenili 5033 lir. Zdaj se to ne ve, ali so dobili to gotovine pri njima, zato ker pač sin od Cvirka se spomni, da ne bi oče, pa ta njegov sorodnik Černe, ne bi imela eno usnje in možno, da je bilo to usnje tako redno, pa ne vem, da so ga prodali, da so pa denar dobili. Se pa ta njegov sin, ki je bil takrat star, mislim, da 12 let, se spominja tudi te obdukcije, zato ker po novembra, spravo ne sta bila julija 1942 ubita, novembra pri Stični, potem so pa njega in hčerko od Černeta, ki je bila takrat stara že 20 let, so poklicali na obdukcijo in je potem, on je bil 12 let star, sicer ni smo gledati, ampak je potem ta njegova sestrična, ki je še danes živa, stara 92 let in se spominja, da je tam ta Ocvirk Franc, to je ta, ki je tukaj na slik, da je mu v glavi lukno, pa se je tam obodal s krampom, je Černe bil pa prirezan vrat in izvlečen goltanec. To zdaj omenjam zaradi tega, ker je tudi Kardel 27. novembra 1942 pisal v Dolomite Francu Leskošku in piše, da so našli telesi hotelirja pri Štruklju, se pravi tega Jerneja Černeta in Ocvirka, in da je bil ta Jernej še, se pravi, da je bil pristaš OF, da je bil pa že v stari Jugoslaviji precej svobodomiselni človek. In sicer tukaj piše, našli so ta dva telesa, to vprašanje je, če je njegova likvidacija, tukaj mislite predvsem na Černeta, bi bila potrebna. Glede Černeta pa je sploh kompletna svinjarija. In da bo mera še polna, so ga likvidirali na tak način, da so mu prerezali vrat z nožem. To se pravi, tudi Kardel recimo se je
ustrašil od tega. In potem piše v nadaljevanju, kar del, udarite po teh stvarih, to se pravi po teh zločinih. Trdno zahtevajte, da smejo likvidacije izvrševati samo odredna sodišča in tudi te kontrolirajte. Izdajte strogo zaupno odredbo, da se justifikacije izvršijo samo streljanjem, a v takih primerih, kjer se streljati ne more zaradi sovražnikove bližine, na tak način, ki ima posledico takošno smrt. O tem, da je treba Belogardo uničevati najodločneje, ni nobenega dvoma. To, da sedaj je že izredno treba paziti, koga se obtoži za Belogardo. Kako naši to delajo, naj bo dokaz naslednji primer. Nekje okoli Rudnika so partizani napadli družino, ki je v konspirativni službi za nas, ubili so očeta in ranili še nekoga. A člani te rodbine vršijo za nas izredno važne usluge, med drugim tudi v tehniki. Partizani so napravili zločin samo zaradi tega, ker jih je najbrž kak domačin prevaral in oklevetal družino. Naročite štabom naj ne nasedajo vsakršnim ovadbam, ampak da je vsako ovadbo treba prej raziskati, preden se začne z aretacijami. Temu, kateremu naročilu bi jaz dodal še eno opažanje enega člana oziroma dejavnega v OF na Ježici, ki piše, 29. junija 42 so ubili enega tudi podpornika OF, krščanskega socialista Franca Straha in on piše, se pravi Albin Bregar, ki bo član OF krščanski socialist, piše, to sem dobil v teh dokumentih VOS-a, piše v obveščevalni službi OF, da to VOS uporabljajo v precejšnji meri otroci, to je nezreli ljudje. Saj v Strahovem primeru to drži, ker so ga ravno mlada dekleta videla odhajati iz hiše, ker je bila seja stavbne zadruge. Iz tega je nastalo potikanje vseh mogočih namenov strahu, že samo iz dejstva, da so ga videli v neki družbi, ne da bi se prepričali, o čem je govoril. Ta primer pa ni osamljen, podobna potikanja se pojavljajo tudi proti drugim ljudem. To se pravi, se nekako tudi čuta to vzdušje, v katerem se je vse to potekalo. Vsa ta potikanja izhajajo iz nekega čudnega bolestnega razpoloženja, ki povsod vidi samo strahove, medsebojno sožitje se zaradi takih manir zastruplja do skrajnosti. Iz tega nastajajo justifikacije, to se pravi, to imenuje justifikacije, že so pač likvidacije, oziroma te umori, ki ne sloni na konkretnem dokazu, da o pravilni razsodbi na določenem mestu niti ne govorimo, temveč kar je najbolj umazano na golem sumu, da bo ta in ta to in to naredil. To se pravi, je bilo zelo sam tega. Potem tudi navede konkretne primere, konkretne osebe, za katere misli, da so pač krive za ta umor in tukaj potem nadalje piše. Strahova justifikacija je bila po mojem mnenju človeško krivica, politično pa napaka. Čustveni kapital, katerega je zbrala OF na Ježici, je zaradi te krivice začel zginjati in kaj to pomeni, kdo bo pridobival na našem terenu. Najmanj apatija, če ne naš nasprotnik. Naši ljudje so zreli in krepeni po svobodi in pravičnejšem družbenem redu, okoliko jih od tega odvira okupator, so pripravljeni tudi na najtežje žrtve. To, da medsebojnega terorja, kakršen se kaže sedaj pri nas in mislim tudi drugod, kakor smemo sklepati po vesteh, ki jih dobivamo, ne prenesejo, ker se jim zdi absolutno nepotreben in nesmiselen. Mislim, da je treba take primere temeljito preiskati ter brezobzirno nastopiti proti krivcem, jih izločiti in kaznovati. Ljudje dovolj trpeži zaradi okupatorjev, pa naj bojo v strahu še pred brezvestneži svojega naroda. Taki tipi so v glavnem to potem zelo kritizira in potem
No, v glavnem to se pravi, da so že tudi na tej nacionalni strani zelo podporniki OF so v bistvu upozarjali na določenje nepravilnosti, ki so se pojavile v tem osvobodilnem boju oziroma odporniškem gibanju, ki ga je pač vodila komunistična partija in ki hkrati pač izvajala tudi revolucijo. Ja, potem imam pa tukaj še en primer teh partizanov, ki so jih obsodili partizani pred štabnim sodiščem in so jih pač ubili tudi sami in to gre za te, se pravi, posebej sem pač obdelal te, ki so bili pač iz Ljubljane in tukaj so pač obtožili pač določeno število teh partizanov. To je bilo predvsem v juniju in juliju 42, ker opažam nekako, da v juniju in juliju 42 so izrazito obračunavali bodi si partizani, sami partizani ali pa recimo voz z podporniki OF, ki niso bili čist na politični liniji. Recimo smo že imeli tega Černeta pa Ocvirka, pa tudi Straha in tako naprej. To se pravi, da takrat je bilo en čiščenje znotraj pač njihovih vrst. In sicer tukaj zanimiv, meni se zdi, rekel, tudi tukaj piše, da ta tovariš Miro, so ga tudi obsodili na smrt, je bil pač politkomisar 5. čete in tako naprej in je zanemarjal svoje naloge in tukaj piše, očitki sploh ni vršil političnega dela, temveč je ves čas posvetil samo tovarišici Vidi. In potem pa še nekaj, Fani tudi obtožena, pa umorjena, ustreljena, potem tukaj tudi več teh primerov, da nekaj poneveril oziroma pač ga obtožujejo raznih stvari. Potem je pa zelo rekel, zanimivo se mi zdi pa to, ker tukaj piše, da je bil tovariš ves čas skrajno malomaren in nediscipliniran, nekajkrat je že pobegnil iz borbe. V eni zadnjih borbi je odvrgal zaboj municije. Pri zaslišanju je izjavil, kurc pa municija, glavno je, da sem odnesel glavo. In pa piše po partizanskem zakonu v interesu borbenih nalog bataljona in tako naprej, je moral potem ta imenovana tovariša obsoditi na smrt in v bataljonu je še nekaj tovarišev, ki se jih opazuje in ki kljub preprečevanju in kazni še nadaljne skušajo rušiti disciplino, enotnost in medsebojno zaupanje. Tovariše opozarjamo, naj se popravijo. To se pravi, s tem sem hotel nekako prikazati, koliko teh različnih momentov oziroma teh razlogov za revolucionarno nasilje je bilo v tem obdobju in da pač nekako vseh teh žrtev ne gre, bi rekel, enačiti, čeprav je pa res, da je skupno vsem tem žrtvam, ne glede na to, ali so politične, v ožjem pomenu besede, ali so jih pač po naključju, ali pa samo z kakšne, bi rekel, domneve ali pa obrekovanja pobil, je to, da so njihovim sorodnikom, po vojni, že pred 45 leta, nekaterim tudi pol še malo kasneje, zaplenili premoženje in pa seveda vse skozi so imeli pol en tak njihovi sorodniki, en tak pečat, da so sorodniki narodnih izdajalcev in tako naprej, ker jih je v bistvu tudi zaznamovalo na različne načine, recimo, če so kakšne pomoči od Dunarja dobili ali pa po vojni, so rekli, zdaj pa damo samo temu, ki so na partizanski strani padali ven, ki so pa sorodniki teh pa ne. So prav različna. Potem, kot sem še prej omenil, pri primeru Sušnika, so vzeli te vdovam od teh, recimo kakšnih orožnikov ali pa kakšnih teh so vzeli, ki so imeli službe, so vzeli pokojnine in preživnine, tako da so bile res v nezavidljivem položaju. Končal sem pa na voljo še za vprašanja. Zdaj mogoče bi samo še tole predstavil. Tukaj sem tudi izdelal seznam.
seznam, seznam teh žrtev in sicer sem toliko padel not v to raziskovanje, da sem se glede na to, da imajo zdaj računalniško aplikacijo tudi to komunalno podjetje Žale, sem potem ugotavljal še, koliko teh ima še ohranjanje grobove, ker tukaj imam potem še grob in sem nekako gotovo, da 2/3 žrtev ima še do danes ohranjanje grobove. Pri nekaterih primerih je bilo predvsem teh znanih političnih, da so jih potem po vojni 46 leta, da ne bi jih izkopali, pač njihove posmrtne ostanke, recimo Erliha, pa Brana, Natlačna, pa morda še nekatere, pa da so potem tiste kosti vrgli, ne vem, ali v eno jamo, ali tam so ceste delali, pač različne stvari se pojavljajo, ampak pri ostalih sem pa nekako gotovo, da imajo kar ohranjanje in sicer gre predvsem za tiste žrtve, ki jih je ubol voz, ker voz je delal pač na javnem mestu te likvidacije, manjkajo pa grobovi teh žrtev, ki so jih ubili partizani, partizanske enote, ker te so po glavnem ubili v okolici Ljubljane, po gozdovih in so recimo potem leta 2000 recimo so nekatere potem že odkopali tudi z analizo, s pomočjo analize DNK od sorodnikov, nekateri pa pač, ko nimajo sorodnikov ali pa to so pa ostali brez grobov. Potem imam tukaj še nekaj, potem pa recimo teh svojih v Krimski jami in tako naprej. To se pravi, te žrtve so nekako, to se pravi, tele, ki jih imam tukaj mačkam bolj vijolično označene, so recimo partizanski dezerterji, ker teh so tudi veliko, recimo sploh po zimu, januarju pa februarju 42 je zgleda domrz, pa so oni prišli dam, ker jih je to navdušenje za borbo in jih je malo minilo, pa so jih pol tudi na domove prišli ubiti, pa so jih ubiti kot civiliste. Potem, ampak sem jih pač označil, ker piše, da so jih zato ubili, ker so bili dezerterji. Potem imam pa tukaj, kot sem že prej omenil, te partizane, ki so jih pač predudili, tam ene primere sem prikazal, ki so jih prav v enoti obsodili, imam pa tukaj takole označeni malo bolj z rdečo barvo, vsi ostali so pa recimo tisti, ki niso bili ne partizani, ne dezerterji, ampak v bistvu civilne žrtve, čeprav nekateri so bili tudi orožniki, ampak oni so pač upravljali svojo dolžnost in ni da so bili ubiti v streljanju, koliko sem za prvi primer povedal, lahko so pač atentat, recimo, ker poleg tega sušnika, ki sem omenil, recimo bi menil še enega, ki so ga ubili, se pravi, ki je bil telesen stražar od takratnega ljubljanskega župana Adlešiča in so ga ubili oktobra, to je tako Koželj Josip, ki so ga ubili 19.11.41 in izdali, oziroma pri tem atentatu so pa pomagali tudi nekateri policaji oziroma stražniki, ki so delali za VOS oziroma za OF, tudi znotraj pač policije in so ga izdali pa povedali, kdo je, pa kdaj je na določenem mestu, in so ga potem Vosovska trojka počakala, pa ga je ubila. Potem pa, ko se spominja nekdanji VOS oziroma tedajni član VOS-a, ki so izvedeli atentat, da so jim še celo tisti policisti oziroma sodelavci tega, ki so ga ubili, en od sodelavcev jim je še čestitev, ker so tako fajn opravili to delo. To se pravi, da se vidi, da so bili zelo različni motivi, zakaj so kakšnega ubili. Ta Adlešič, ki si pa tudi bavil, da ga bodo ubili, je pa pol že 42 leta emigriral v Italijo, pa mislim, da se je pol pred smrtjo, mislim, da je 68 leta umrl, 2 let pred smrtjo se je vrnil pol v Belo krajino, zgleda, da so mu dovolili, ker se je imeč, kako je dost, kakor bi takrat rekel, kompromitiral proti NOB. To je to. Potem pa, tukaj imam seznam za celo leto 2042, ker jaz sem se tukaj osredotočil na to obdobje, to se pravi od sem gora. Tukaj recimo konc leta 2042 pa vidimo že ubite pripadnike oborožene proti revolucije, to se pravi Vaško Straša pa Četnikov, te sem označil slavo, ampak v tej
v tem prikazu, ki sem vam prej prikazal te grafe, pa to jih nisem upošteval in tudi tega nisem Dobnika Ferdinanda, ki je bil sicer četnik, ampak ni bil tukaj v Ljubljani ubit, ampak je bil na Dolenjskem in tega tudi nisem upošteval, ne, zato ker je šlo pač za ogroženega pripadnika proti revolucije. Tako da, to s tem bi jaz nekako svoj ta uradni del predstavitve zaključil, bi pa dal na razpolago, ne, če ima še to kakšno vprašanje, oziroma če sem bil pri kakšni zadevi nejasen, pa bi rače pojasnilo. Hvala, Damjan, za to izredno zanimivo predavanje. Zdaj pozvani strani od samega predavatelja, ne samo prosim vse, ki se boste prijavili po besedi, če se lahko prosim predstavite. Tako da beseda je vaša. Lahko je vprašanje ali komentar, prosim. Ja, Andrej Umek, mene zanima ena stvar. V tem vašem pregledu po moje manjka ena pomembna skupina. In to je skupina tistih, ki so jih komunisti naznanili Gestapu in fašističnemu oblastem v Ljubljani in kar je tudi vodilo v njihovo smrt. Ta skupina ni tako majhna in če gremo mi na, recimo, takratno politično elito, bi jaz rekel, da prej prevladuje ta pristop, posebej v letu 41 in začetku leta 42. In meni se zdi, da je prikaz brez poudarka na tej grupaciji, na teh ljudeh v bistvu nepopoln, no, čisto rekel. Pa me zanima vaše mnenje, ali ste se zavestno od tega distancirali, ste se zavestno, ali je to recimo prišlo do tega slučajno? Ja, jaz sem se pač zavestno, ker to ne more 100% dokazati, ne? Ker lahko bi v ta sklop žrtev revolucionarnega nasilja vključil tudi te talce, ki so jih pobili zaradi teh partizanskih akcij, ali pa Vosovih akcij, in ker pol lahko v bistvu vse nekako to. Jaz sem se nekako pač osredotočil to, da je bila žrtev bodisi ubita v Ljubljani, ker nekateri imamo tudi Štajerce, recimo primere, ki so tukaj študirali ali pa so bili pregnani z nemškega okupacijskega območja, ali pa da so bili recimo prebivalci Ljubljane, pa so bili recimo v tem obdobju ubiti, ni nujno, da njih v Ljubljani ali pa v tej okolici, ki obdelujemo, pa lahko recimo, da so ga partizani ubili pa na Dolenjsko, pa so ga tam ubili recimo v tem obdobju. To sem tudi še not vključil. Te stvari so pa, bi rekel, zdaj v nekaterih primerih obstajajo res namigi, da so določene osebe, recimo sploh za Aleša Stanovnika se zelo govori, da so ga sami izdali in tako naprej, ampak čisto 100% dokaza pa ni. In zato sem jaz prav kakšnega seznama, da bi jaz videl, da bi bilo, da bi oni rekli tega pa tega, tega nisem dobil, zaradi tega tudi nisem mogel pač to vključiti nota. Se pa zavedam, da je to tudi en problem, ki pa ne vem, je možno, da bo kjerkaj čisto razrešena, ker je to tako bolj na tej osnovi, recimo v kakšnih spominih pišejo, ja, tega bi pa lahko rešili, recimo tudi za Toneta Tomšiča se velikrat pojavlja, po enih varianti še celo, da se je Ljuba Prener bila pripravljena v italijanskega vojaka napraviti, pa ga rešiti, pa tako naprej. Sam zdaj pač tega ni bilo in ne moreš pol špekulirati na podlagi tega. Marijo Pleši iz Socialne akademije. Meni je bilo zanimivo, ko ste omenili, da so se tudi znotraj OF nekateri visoki predstavniki zavedali in celo svarili pred krivičnimi likvidacijami. Zanima, kakšne konkretne ukrepe so sprejeli, da bi preprečili to. Najprej ste omenili, da je prišlo kasneje še do 2 valov likvidacij. Se pravi, so bila svarila, ni pa bilo očitno nekih ukrepov, da bi to zmanjšalo. Veš kaj, problem v tem je v tem, da so bili recimo te, ki so mirili pol, si
situacijo, kadar je prevlela čez rob, ampak so v bistvu bolj zaradi tega meril, ker je pač to slabo vplival na samo pač partizansko odnos prebivalstva do partizanskega gibanja, ampak že tudi v tem sem bral, so v bistvu vid, da ni bil problem v samem nasilju, ampak problem je bil v doziranju tega nasilja, pa v prikazovanju pač ljudskim množicam tega nasilja. Sej, to ni sam problem konkretno Ljubljane ali okolice, ampak je recimo to bil problem celotne Dolenjske, ki so ga tudi partizanska strana nekaj označuje kot za pojav vojvodstva, ker so pač očitno, da smo bili Slovenci že takrat obstregani med sabo, da je to revolucionarno nasilje dobil že v bistvu že tak obseg, v bistvu, da je celo presenetil tiste, ki so pač načrtovali to revolucijo, pa ki so v bistvu že, recimo, če beremo slovenskega poročevalca, že vidimo v bistvu že pred napadom na Slovensko zvezo, sploh pa pola, bi rekel, so zelo taka militantna retorika, ki se je sploh stopnevala. Vse to imam jaz tudi pol, če bom izdal knjigo, imam tudi to obdelan, tudi prav preko slovenskega poročevalca pa raznih teh partijskih odlokov oziroma korespondence med temi voditelji revolucije ali pa odpornejšega gibanja, da se nekako, kako se je to stopnjevalo. Zdaj ponavadi sem jaz tako videl, nekaj se tudi v tem primeru partizanov, kakšne manjše ribe so recimo obsodila, ker recimo tudi poznam primer, recimo eden, ki je zelo veliko pobijal civilno prebivalstvo v okolici Šentjošta, so potem čez nekaj mesecev je že v bistvu že ogrožal same partizane in so ga pol sami partizani ubili, ker je izgleda vzel to tok zares in se je potem že kar v bistvu tako obnašal, ker če se mi več ne more, pa če vi na te tip bom pa še vas, so se pol kar ustrašili in so ga pol sami likvidirali. In tudi recimo takole slišimo, da so kakšnega partizana zaradi kakšnega kraja ali pa zaradi kakšnega prestopka so ga tudi ustreljali. Sam bi rekel, prav primer tega, sem prej pripravil tega Feliksa Pogačnika, recimo tisti, ki je ugrabil ženo, ki je bila noseča, je potem, pa so ga poznali, ki je pač iz njihove vasi, je potem po vojni dobil eno pomembno diplomatsko službo. Tako da v bistvu, zdaj tako, če si ti izvajal nasilje na partijski liniji, je bilo vse v redu, ker si pa malo po svoje, ali pa recimo, da je bilo v javnosti zelo negativen odmev, je bil pa pol pred problem in je bilo možno tudi, da so te pretočne sodišče dali pa obsodili, ker smo tudi tam sem en primer predstavljal. Tako da je bilo to. Je bilo pa zmeri tako, da v bistvu nekako se je to revolucionarno nasilje, ne samo Ljubljana, tudi v Sloveniji recimo povečevalo takrat, ko so partizani oziroma pač ta odporniško revolucionarna stran pričakovala, da bo vsak hip konc vojne, in tako tudi vidimo recimo takrat, da se je spomladi leta 1942 povečalo nasilje, že tudi kar del, mislim, da konca decembra, januarja pisal smernice, da zdaj pa ne smejo več to gledati na osvobodilni boj, ampak je treba zasledovati tudi razredne cilje. Potem ob kapitulaciji Italije tudi, ki je bil ta obračun z nasprotniki in leta 1945 tisto. Zato se meni zdi, recimo, da bi bilo, da je to leto 1945, to dogajanje, ki je zdaj na 70 let, da ga ne moramo razumeti samo v kontekstu dogajanja leta 1945, pa tistega evropskega dogajanja v koncu vojne, ko so se zmagovalci maščevali nad poraženci, ampak je v bistvu to že tretji val tega nasilja in je, bi rekel, prav korenine, en del korenin oziroma en del vzrokov
za ta obračun je treba že iskati tudi v letu, v spomladi leta 1942, potem ob kapitulaciji Italije, oziroma takrat v Grčiji, Cartojaku in tismo zloglasnemu kočevskemu procesu. In potem je to, potem se pa potem pa to ni bilo konc tega nasilja, ampak imamo potem še leta 1948, pa v začetku 50-ih let še Informbiro, ko so pa začeli že sami med sabo obračunavati, ker ni bilo že več pač teh nasprotnikov, ki so že z njimi obračunali. Ob tem, da je treba povedati, da so recimo vsi Informbiroju res sami komunisti, da so tudi še marsikaj drugega brojanja, ampak imamo recimo od 41 do 51 imamo te valove in en med njimi je tudi ta iz leta 45, ampak določene vzroke za to oziroma pojasnila je pa treba že iskati v letu 42. Kukor res mislim, sem res gledal, da v bistvu tisto nasilje ni samo, rekel tako, maščevanje poražencev, to deloma je to res, ampak bi rekel, ker imamo, ker se v bistvu tudi vidi, jaz ne vem, ali je še kakšen osvobodilno gibanje v Evropi recimo povzročil toliko žrtev med svojim narodom, kar je v Sloveniji. Rekel, jaz ne poznam sem te, če kakšen bi nekaj povedal. Španiji. Ja, ker je bila pa tudi državljanska vojna. Je to potekal po istem principu. Ja, sam Španija ni bila v drugo svetovno vojno okupirana, ampak tako mislim, bi rekel, če se osredotočimo samo na to drugo svetovno vojno, pa na območja pod nacistično ali pa fašistično okupacijo, recimo italijansko, nemško, ne vem, če bi mogoče bil v določene meri bilo v Grčiji, ampak v Grčiji v bistvu pol državljanska vojna nastopila še pol, ko so ljudje že prišli v večjem obsegu. Tako da... Mogoče bi sem v kontekstu vratu vse premoje, to, kar je gospod Tomek poudaril, tukaj se je treba zavedati, vsi tisti, ki smo po arhivu hodili, pa tisti, ki več topne, da je del nesrečne slovenske zgodbe tudi krivda vseh mojstrov, ki so takrat tako delali in tako se delali 89 in marsikje še tako delali. Na to je pozoril sam veliki bosovc, zelo lep gospod Karel Stovnik Kajuh, to piše noter v arhivu, je rekel, če bomo tako delali, se bomo med sabo pobili. Ker on je z prve roke prvič bil je zraven. Jaz ne vem, da je bil eksekutor, to ne vem, bil je bosovc. In ko je to spremljal, pa mehka duša v umetnik, je rekel, kam to pele. Druga zadeva. Ta jezda je zelo posebna v tem, tisti, ki greste gledati arhiv Vosa, prejte, tukaj je bila vsa tragika tega dogodka, da so svojega ubili in to je enega zelo prijetnega gospoda, vplivnega, kjer se zgleda ta OF ni toliko parela in potem je bila velika drama. In na to temo se je tudi kar del razpisal. Drugje, v enem drugem fondu, ko piše pa gospodu Marinkotu, kaj piše? Uničiti. To bi nam lahko škodilo. In to je ostalo. In tisti, ki delamo z arhivom, ali pa jaz doma, moramo zelo paziti, da ne bi žrtve naredili še enkrat žrtvo, na nekoga pa pozabili. Najhujše pa, da se ta senca in te prakse velikrat ponavljajo. Ker koliko se je včasih uničval, se je pa kasneje ediksiral ali pa informacijskih sistemov brisali. Problem so prakse. V tem poslušamo tudi Kajuha, ne samo čem drugom, pa bomo malo lahko zmozili naprej. Hvala za reči. Samo še imate komentarno vprašanje? Še zadnjo vprašanje, potem pa bomo počasi za našim podavom še bodo predavatelje tudi izpustimo. Prosim. Začel bom, da razredni cilj je bila revolucija, ker se zniško za narodno-osvobodilno borbo z enega samega razloga. Vkolikor dobro poznate, je že junija leta 40 okupirana praktično stala Evropa s Parižom v čelu. Ker je bila Jugoslavija sestavni del vsi pakta, smo rekli, Roberto, Roma, Berlin,
Tokijem, so bili zavarovani pred drugimi zadevami. Tisti protest 27. marca v Beogradu je anglijsko obveščevalna služba naredila, da so bombardirali naftna polja v Krajovi, v Aradu, letališče. Ampak zakaj to govorim? Ker vam dokazujem lahko, da je revolucija izvajana bila že od cvetne nedelje leta 1941. Brat mojega strica je bil likvidiran malo po cvetni nedelji na Travni gori leta 1941. Ustrelili so ga in so ga vrgli v Grmovje, potem so ga po 10 dnevih odkrili. Njegovega brata, oba sta delala prej v Česnovi elektrarni v Ljubljani, oziroma rekel Sandvaj in Talajba, na Ljubljana bilo, je bil pa utopljen. Tudi po navodilu, kako bi rekel partije, javka protiobveščevalne prave domoljubne organizacije je bila trafika v Šentvidu. To je čisto mimogrede. Da so si pa revolucionarji prilastili, kako bi rekel, narodno-osvobodilni boj, je pa tako jasno. Ugotovili so španske državljanske vojne, kjer so se mnogi tigrovci borili, da morajo umoriti vso, kako bi rekel, inteligenco. Ko so umorili inteligenco, se pa zadeva obrnila. Špansko državljanstvo so izgubili praktično zaradi inteligence, pa drugo, kar je pomembno, da se zavedate, da je bil sporazum Ribbentrop-Molotov, kjer je Stalin namensko vsaj za 10 dni prepozno poslal tanke na Guadalajaro. To je čisto mimogrede, da se zavedamo, da je bila ves čas igra. Gospod Andrej Umek je pravilno omenil, da so bile tudi insinuacije. Vsa ključna inteligencija je pa šla iz Primorske. Leta 1941 so jih, kako bi rekel, kvazi komunisti, od pravnicarja naprej, da bom vedel, ker da tam tiskanja odpravila, veselo izdajali. Pošiljali so jih, kako bi rekel, dopisnice, da so jih Italijani lepo polovili. Vse oficirje stare jugoslovanske vojske. To je klasična, bomo rekli, plava garda. V bistvu so bila pa jugoslovanska vojska v domovini in njihova nesreča se je zgodila šele s sporazumom Tito Subašič leta 1944. Zaradi tega so zdaj dejansko rehabilitirali v Srbiji tudi, kako bo Draža Mihajlovića. Ker se bojo ugotovili resnice, kaj se resnici dogaja. Problem je pa, ker je arhiv sprašen in ključne zadeve od 41. leta, ko so sodelovali prvi, bomo rekli, kolaboranti s nacisti, so bili partizani, bomo rekli, partici, ker je bila ruska šola in cel april, maj, juni ni bilo nikakršnega njihovega boja. Če bi gledali, so bile tiste oborožene skupine ali pa čete se v juliju, prve, ki so nastajali, tisti v Susniku oziroma v Šmartničmu je Ivan Novak očka, Cimperman izvajal. Vse so vse kaj bilo. Ampak noče preveriti res, hvala. Zdaj, Ramen, če želiš komentirati, lahko nasprotno premjel. Jaz bi mogoče sam tole od Karla Stovnika Kajuha, da sem bil tudi presenečen, ko sem recimo teh vosovskih virih to odkril, da je tudi pripadal eni, se pravi, ta Karla Stovnika Kajuha, eni od teh vosovskih skupin in sicer je bil prav v tej skupini, ki je izvedla atentat na Erlicha pa na Peršuha 26. maja 1942 in zanimivo je to, oziroma pa jaz se mi zdel grozljivo, da so po vsaki akciji piše, ko so se pač ti vosovci vrnili nazaj, so recitirali njegove pesmi. In pri tem atentatu na Peršuha, ki so ga ubili, ki so istočasno, se pravi pri ljudski kuhinji so naredili atentat na Erlicha, istočasno v zavarovalnici, tako je zdaj zavarovalnica Triglav, v teh prostorih pa na Peršuha je potem atentator, na Peršuha se je, sta bila dva atentatorja, en je preživel, drug je pa šel eno trgovino, kjer so ga ubili, ker ni bilo izhoda v zadnje in ima še en spomenik tam pred tisto Mercatorjevo delikateso. In zanimivo je to, ko piše, da so, ko so prišli nazaj in ko so
sporočali, da je pač ta atentator izgubil življenje, ne, da je ta Karel Destovnik Kajuh prav tisto pesem recitiral, veš, mama, lepo je živeti, to, da za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Ne. Se pa spomnil, ko smo se mi leta 84 za 40-leten sod, kar je umrl, kar je padel pri belih vodah, smo se tako kot razred učili te njegove pesmi, pa med njimi tudi to. Ne. In sem rekel, vidiš, še res, da nekak sem ozadje te pesmi spoznal, ampak pač na tak način, ko so v bistvu Slovenci ubijali druge Slovence. Hvala, zdaj gospod še Jože Kovinčič, sam malo na tega Peršuka. Zakaj? Nisem se mislil oglasiti, ampak kaj ste že gospoda Peršuka omenili. Danes je, kot ste rekli, 73 let od smrti. Od atentata, ker on je umrl čez 2 dni v bolnici. Ja, danes smo bili tam na eni komemoraciji za dr. Mernikov, je govoril profesor teologije dr. Juhan. No in potem smo se še pogovarjali, da je Peršuk tudi umrl, smo rekli, kaj pa če bi še eno svečko prižgačali, ker je Peršuk umrl. In smo šli pred zavarovalnico in smo prižgali svečko, še en list napisali, zakaj gre, da je bil pač pred 30 leti ubit sodelavec zavarovalnice Vzajemna. In potem smo se usedli tam na eno klopco in smo gledali, kaj se bo zgodilo. Čez 5 minut je prišel varnostnik, pogledal, kaj je, potem je šel noter v zavarovalnico, spet prišel ven, je pofotografiral, potem je šel še dvakrat noter ven, potem je prišel še nekaj višji človek in je spet sta fotografirala. In čez 10 minut približno je varnostnik prišel tretjič in je potem tisnil dol, še svečo smo prižgali, tudi svečo je odnesel. Hočem reči, kako je to pravzaprav to vprašanje še vedno navzoče, in kako ne znamo, pa sem napisal, da je bil človek v zavarovalnici, Se pravi, da je za spomin na človeka, ki je bil zaposlen v tej hiši. Pa spomin, sicer je bilo res napisano, kdo je bil atentator, Dušan Turk, Dušan Turk, mladi fant. Poleg njega je še en drug Dušan, Dušan Frank, Dušan Frank, je dva Dušana sta bila namreč. In ta Dušan Frank se je rešil tudi natančno popisal, kako je ta atentat potekal. In tudi je objavljeno. In ta Dušan Turk Dule ima, kot ste rekli, na Vipiščevi ima eno spominsko ploščo, ampak na tisti spominski plošči sta dve napaki, najprej datum, namesto 26. piše 25. maj, in drugič piše, da je prvi padlo pod žrtev fašističnega nasilja. Namreč njegov kolega pa napiše potem v spominku oziroma v zapisku, da si je sam ubil. Ker se ni mogel rešiti. Ker se ga italijanska patrulja namreč nekako zajela. On je mislil, da so tekel skozi trgovino, pa ko je videl, da trgovina nima izhoda, se je meni, da sam ubil. Ta starejši atentator pa piše, da je bil ta mladi fant, očitno študent, zanimivo je nekaj lep fant, da te pretrese, ko gledaš to fotografijo, da je imel za seboj že polno takih akcij. Ampak ta reakcija se mi zdela zelo zanimiva, kako se v dobrem času reagiramo na tako, na svečko postavljeno pred inštitucijo. 10 minut je bila in je zvinila. Če dovolj, da sem trenutek, jaz sem bil protiv. Ja. Tudi eno detke nima več prav. Tu pri tem, pa na ta če nam so tudi njegove kosti, se je hvalil eden pijan, potem nekaj let po tistem je točno na vod moji ljudi, da so
očitno, pa to, da niso smeli sreče, pa že več. Vem, kaj je bil moj staroče, da sem pa še bolj ponosen na to, ko sem vse to zvedel. Prav. Ker jaz mislim, da za Peršu, kar sem jaz tam v tismo sem dobil, ki ima grob sam zdaj vprašanje, ne, a ste ga potem pol še enkrat, recimo, da ste še en grob uredili od njega, tako so pol zatlačna. Moja mama je šla 16 let stara, leta 45, in jaz sem šel prvega za Slovenijo februarja 2009. Tako da, ne vem, samo vemo, da so ga ven skupali, pa vrgli v Ljubljano zapustili. S tem so se hvalili, no, zdaj, če res. Koga tisti dokumentov, kar ne moramo paziti, ne bomo to. To je ena lepa zgodbica za arhiv. To je samo zmišljeno, na fantazija, kultura nismo možena. Če bi tako bilo, ne bi prišlo do povoja več, kaj ništa se ne lahko dejati. To je vse naš. Oni so to podali, to je stvar arhiv, vse drugo se zgodilo. Razumeš, neč se može. To je na osnovi, znači, cel komunizem snovi na način. To je ne može zaupati, neč. Može vse sam pregledati, tukaj pa priče, glavno so priče, ki jih že dali imamo. In še dom se ljudje budijo. To ne vem, čemu se priče. Ja, ne vem, zdaj, kar jaz tukaj videl sem nekakve koordinate za ta grob, dobil se vidi, pa možno pa tudi, da še v bistvu tam na komunali ne vejo, da so ga ven skupaj. Se mi vse, oziroma pač... Moj starata je živ v mojem skupini. Pustila, da ima reka, če ne pa se več. Ampak kaj je on bil, to mi danes zlošče. Najlepša hvala. Najprej seveda predavatelju za današnjo predavanje, s tem, ki ste se prijavili k debati, po vprašanju, komentarje. Jaz vas vabim, da se ponovno pogledate posnetke današnjega predavanja na spletnih stranih Sistory in pa socialne akademije na YouTube. Sicer pa vas vabim ponovno 8. junija v Arhivu Republike Slovenije na mednarodni arhivski dan. Ta bo posvečen nekoliko svetlejšim dogodkom zgodovine in sicer v sodelovanju z arhivom izredno pripravljajo na predavanja o razvoju turizma na Slovenskem in na Hrvaškem, tako da vabim